Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Sreda je mimo, oziroma sredino jutro, da smo natančni in naš jutranji gost, moderator je bil Tomaž Medvar. Tako je, hvala lepa, da sem lahko bil. In hvala lepa, da smo še enkrat ločili zrnje od plev. Tomaž Medvar v Medvarjevi minuti 3 je pripravil glasbeni kviz, kjer se Ema niti nisi tako slabo odrezala. Ja, presenetljivo. Ja, res je. Pri aktualnih hitih. Ne? Tako. Kar pa se neke širine pa izobrazbe glasbene tiče, tu še imamo. Vse še imaš cajt, Ema. Ja, ziher, do septembra. 2-3 tedne pa moraš da ti pravim. Tako da ja, ampak to je samo ena od stvari, ki smo jih imeli danes zjutraj, tako da uživajte in ja, se spet slišimo jutri zjutraj ob 5:30, pa lepo sredo. Lepo sredo. Torej, danes je sreda, 22. julij, gremo skupaj v nov dan in danes imava z Emo tukaj novega jutranjega gosta, moderatorja, potem ko je 2 dneva kraljeval Marko Fras, ki se je zelo izkazal. Ja, vem. Tomaž Medvar. Ja, Fras se izkaže, če se hoče. Škoda, da se problem. To ima ta vidva temeljni problem, ne, v Fras in Medvar šovu, ki je mimo grede na počitnicah do 17. augusta. Tako pa če, ne, poleti, se veš, tudi mi tudi mi moramo iti malo na dopust. Čeprav ne radi. Premalo. In zdaj se ljudstvo sprašuje tako drugače, ker eno je, veš, ko prideš sem, pa moraš delati tiste bazične jutranje stvari, drugo pa je, če si gost, Tomaž Medvar, ko si gost, priletijo vprašanja. Se prav. Kak je Tomaž Medvar zjutraj, zgodaj zjutraj? Čudovito. Zabuhlo, utrujeno od prebavljanja po noči. In te klasike za nekoga, ki je star več kot 40 let. Ema, vidiš, tako to gre. Jaz nisem vedela, da si ti Kaj? 40. Nisi vedela, hvala, 43 bo letos. Hvala, Ema. Ja, vidiš, to pa je, ne. Res nisi vedela? Ne, včeraj mi je Fras povedal. Včeraj ti je Fras povedal. Prej se ni zanimala za tebe. Ne, sem mislila, da ste tu nekje istih let. A bogi Fras, vidiš? Tako torej, slabo Fras zgleda. tako zgleda, ja, Bogo, tako mu pravim, vidiš. Ali pa ti tako mlado kot on. Ja, Si videl, ja. kak je kompliment, vse zgodaj zjutraj, Tomaž? Pa zdaj, ne, pri tem obrazu, zabuhle. Ja, zdaj, ko je zabuhlil, se gube ne vidijo, ja. Da si še malo našpanan. Drugače, kak je tvoja zgodnja jutranja rutina? Klasična, na minuto se zbudim, ja. Potem grem na keramičnega konja, kjer se rado zavleče preko vseh načrtov in bolj hitro zobe, obraz oblečen v avto. Kar je, ko si rekel oblečen, to je dosti lažje poleti, kot polka je bolj hladno. Ne? Ja, ampak vedno vem, že zvečer, tako imam samo nagledano. Aha, ne, si pripravim več tako včasih, ne, ko smo bili v osnovni šoli, ampak samo več tako, da veš, da ni slučajno kaj v stroju, ko bi rad imel. Dobro, kaj? Ista hlače, pa samo druga majica. Ja, tako imamo, dedi, ja, skoro vedno samo. Drugače zjutraj zaseka česen, ne? Ne, nič. Dobro. Prehitro je, tako da sploh jest. Dobro, zabobnaš kaj, ne? Ja, veš, da v avtu vedno pol se začne takoj. Ja. Pa tu po oni strehici, nad števci, veš? Aha, tam tudi. Ja, kjer je avto nima te strehice, ko včasih imaš nadomestnega, veš, pa imaš roko gor, pa delaš s prsti, pa ni. Ja. Obup. Razmišljaš tudi kaj o aktualni situaciji? Ja, vedno. Vidiš, da to ti pravim. Danes zjutraj je naš gost, moderator, torej Tomaž Medvar. Kaj imamo tu? Prvo, sreda, 22. julij je. Za marsikoga se danes začne dopust, recimo. Ja, za marsikoga se začne jutri.
kaj se meni. To nisi ti, ne? Pojutrišnjem je že druga zgodba, ne? Ja. Ampak ja, tako da, to je to. Mi pa, ki smo tu in smo pridni in seveda se lahko na nas ljudje zanesejo, ne? Zato. Danes, ker je Tomaž jutranji gost, moderator, sva z Emo izjemno vznemirjena, ker jasno, ko prideš v gosti, se sliši, da prineseš nekaj v dar. A seveda. In Tomaž ima Medvedjevo minuto, tako kot je Fras imel svojo, tudi danes imamo 3 do 9, to je eno. Skupaj bomo rešili tudi, drage dame in gospodje, vse je odvisno od nas, eno veliko poletno dilemo, gromozansko poletno dilemo, o tem nekaj več čez približno 10 minut. In pa jasno govorili bomo o Madžarih, to moraš, ne? Da se spodobi, pač, da lahko rečeš neko jutro je, ne? Zdaj živimo v stresnih časih, je tak? Seveda, kdaj te nismo? Kaj te vem, tam v prvi polovici 80-ih je bilo kar kul, koliko se jaz spomnim. Ti si premlada, bi se spomnil, mislim, da bi se spomnil, bil si. Ja. Ja, okay. In obstajajo načini in en inovativen je na Madžarskem. Kje pa, drugi? Gulaš. Ne, nima veze s hrano. Mislil, da v gulažu je rešitev. Stara resnica. Ne, v enem podjetju na Madžarskem so vsi zaposleni zjutraj dobili mail, en dan zdaj, in not je direktor napisal ravno to: živimo v izjemno stresnih časih, ampak na srečo imate mene in jaz imam rešitev. Oziroma rešite, rekel, ne? In sicer je predlagal vsem, da se postavijo 2 po 2 in drugemu za minuto ali 2 nudijo počakaj, intenzivno masažo vratu in vrata. Vratu in ram, pardon. Vratu in vrata. Intenzivno masažo, si predstavljaš, da bi bilo to tako zjutraj, da bi lepo dali samo tako muziko? V bistvu niti ni tako slaba ideja. Sploh ni slaba. Sploh ni slaba ideja. Kak si ti, imaš močne prste, Ema? Veš kak. Ne vem, zakaj ne bi potem takem uvedli to, ne? Samo mi dva imamo močen vrat. Zelo debeli. Kaj fuj. Veš, kako je to fajn? Da ti odpre krvni pretok pa vse in ti glava malo bolj začne. Začne delati, sploh ni slaba ideja. Ja, nič. Bilo zanimivo, da bi šel bolj pogledat nekam v proizvodnjo. Kako stojijo. Ko bi poštar pripelo. 2 po 2. Vibercugih. No, gledaj, mogoče pa je ideja. Poletje je. Naše poletje. In to ta osvežitev. Mislim, da je čas, da danes zjutraj rešimo dokončno skupaj v SMS-ih na 051 220 220, da rešimo eno veliko poletno dilemo. Se sprašujemo, katera? Nima veze z marmelado za telo, Ema. Sreča, ne? Ne bo to dilema marmelada ali krema, ne? Sem veselila, ali losjon. Ali olivno olje. Olično, no. Ali pa ne, mast. To pa je tudi, ne, če se fajn namažeš. Ja. Papir. Je, tudi, ja. Če se z mastjo recimo namažeš, pa greš vodo, te imajo ribe hudo rade. Ampak to ni ta poletna dilema, o kateri bomo govorili. In sicer je dilema, ker vemo, poletje je čas namiznih iger. Ja, ne drugače, pod neko senco, lepo hop zvečer, malo se družina zbere. Za denar, ne, malo. Ja. A ta pobere. A ta pa obere ko bugare, ne, celo familijo. Ne, ampak čas je namiznih iger in danes je treba rešiti to veliko dilemo, kaj je prav narediti, ko kocka pade na tla. Ali se meče še enkrat, ali se vzamejo številke, ki so na tleh.
Ok, bom jaz začel, jaz pravim, treba je še enkrat metati. Zakaj? Ker se reče namizna igra, ne popodna igra ali pa... Ker je tam igralna površina. Tako, jaz pravim, treba je na ponovno... mizo pa lahko gre z kartona dol, ko se odpela. Samo da je na mizi, ne? Se pravi, menimo se, če pade kocka ali kocki ali koliko jih pač imate, ko špilate na tla, kaj narediti? To je ta velika dilema, kaj vidva pravita? Ja, jaz pravim, da vzame številko. Res? Jo, kaj pa? Vse, enkrat vrgo. Kaj če ena? Ni druge. Če ena se ponavlja. Je pač 6, tudi. Ja, pa še enkrat, ne, ker si 6. Ja, pol pa ne, za ne velja. Ja. Meni se zdi, tudi tako Ema pravi, ne? Zdaj, če neki odrasli igrajo, pa pade dol, mislim, ja, razumem oba dva, ne? Ampak se pravim, če so pravi, ne, pa ne komplicirajo, bo dol pogled, evo, ne, špile, ampak ja, namizna je namizna, sicer pa, če pa bi z otroci, te pa ni šans, ne, te pa pobereš pa še enkrat. Torej, hočeš reči, da sem jaz otrok. To sem jaz tako razumel, ne, jaz se ne vidim, ne rabiš, ja. Sumim, da nisi tako dober v namiznih igrah, ne. Ne, res imam smolo za en Drexen, priznam, mene ne vzeti v partnerstvo, če se špila. Sreda, 22. juli. Danes se rešujemo dokončno, verjamem, da veliko poletno dilemo, in sicer pri namiznih igrah, ki se rade igrajo poleti, oziroma ki so doskrat na meniju. Če kocka pade na tla, vzamemo številko ali mečemo še enkrat. Jaz pravim, ker je namizna igra, je treba metati še enkrat. Ema je nemilostna. Ja. Vzame se številka, medvard pa kot vedno neki vmes. Tako, ali se vzame, ali pri otrokih gor pobere, pač odvisno od teh ljudi, ki igrajo. Naj samo povem, da so danes jutraj izgleda pač ljudje z nekim občutkom, ne? Recimo Vanja pravi, še enkrat mečemo, logično. Petra v SMS-u na 051 220 220, še enkrat mečemo. Ja, te pa že enkrat mečite. Ne, vse je čas, bomo. Pomembno je, da danes ljudje odločijo in da pole rečemo, tak je, in se pol tega držimo. Zdaj karkoli že vi mislite, da je bolj prav. Petra je sicer še izpostavila, kaj pa ko gori. Ja, to pa so spet druge debate, ker je odvisno, pod kakim kotom je kocka. In odvisno je tudi od tega, če ima Ata 5 ali 6, ker če ima 1 ali pa 2, definitivno se meče še enkrat. Tako, ja. Torej, današnja jutranja debata, oziroma danes bomo rešili veliko poletno dilemo. Preden nadaljujemo s to veliko poletno dilemo, je čas za Medvarjevo minuto. Tako je, dobro jutro. Tomaž Medvar, danes gost, jutranji gost, moderator, in v dar nam je prinesel svoje minute. Ki so res eno večjih daril. Glej, takoj se že ploska. Tako je, če si timo. Kaj imamo tu, Tomaž? Kaj imamo? Imamo dejstvo, da je Ema stara 20, Dejan 50, jaz 40, kar mislim 40, dobro. Pač tako se reče. No, ampak sem dosti bližje Dejanu po letih, in zato mene zanima, ali sta vidva sposobna ene klasične zadeve, ki smo jo včasih znali vsi, zdaj pa Bog ve, če še. Okay? Da bo izziv malo bolj zanimiv, sem jaz tudi pripravil tukaj 1 uro, ki odšteva 30 sekund. Dobro. Okay? In vajna naloga je, oziroma tudi moja, vsi bomo poskusili, v 30 sekundah iz navadnega A4 lista oziroma papirja sestaviti klasično šolsko letalo. Easy. 30 sekund je malo. Jaz pa nisem vedel, Ema, če ste vi to kdaj delali. Halo, najboljša sem. Če se spomnimo. 30 sekund, ja, pač kako si znal narediti. Testirali, kdo leti, pa kero leti, a pol probam. Smo, vklopiš onega? Jezus. Kak ste slab. Jaz sem malo pozabila. Pa to ti je rob, pa drugo krilo. Ok, jaz imam. Jaz tudi.
Ja, tudi. Ali kaj? Okay. Kaj te to je? Ne! Narobe. Ok, 30 sekund je mimo. Moš vedeti, da sem jaz trup letala obrno gor. Kaj je to? Vse hrbtni let je tudi dejstvo, ne? Kaj imaš ti ima? Ok, imamo različne modele. Okay. Pa ti imaš privat onega? Ja. Onega malega. Ok, zdaj pa Ljubi moramo, Jezus, no. Zdaj smo se stavili, zdaj pa jaz predlagam en hit, pa probamo, če letijo. Ne? To absolutno moramo tudi posneti za naše družbeno mrežo. Kaj si ti nor, Medvar, s takimi... jaz sem malo za Švico. Čas je, da mi čestitata. Ja, bravo. Hvala lepa. Prva Tomaževa minuta, danes zjutraj, ker je gost moderator za svojimi izzivi, je prišel. Naredili smo v 30 sekundah šolsko letalo, izdelke in kak so letela, ta letala pa seveda v kratkem tudi v storiju na naših družbenih omrežjih. Ja. In? Ja, ti zdaj oceni. Ja. Iskreno moje najlepše po izgledu. Ja, ampak ali je tudi funkcionalen? Ja, niti ni, ker je samo naredilo jaz sem naredil takega debelega, pač po sebi, in je doma tak debeli duc, da nazaj preletel na mesto, da bi... Dejan, ti si pa naredil v bistvu najbolj klasičnega v šoli, on iz špic, ko si ga iz šole vrgal, iz 3. štoka pa šel... Fighter jet šolski. Ja, tak je, ja. In je tudi najdlje letel, tak da. Ja, ampak smrdi, to pa ni. Ne moreš vse imeti. In danes se rešujemo enkrat za vselej to večno poletno dilemo, če pri namizni igri kocka pade na tla, ali velja številka, ali se meče še enkrat v SMS-ih 051 220 220. Vaju zanima, kak je procentualno trenutno? Ja, seveda. 95% vseh, ki ste danes zjutraj že poslali SMS, hvala lepa, mimo grede, in še lahko in bomo veseli. Pravite, oziroma se strinjate z mano, če pade na tla, se meče še enkrat. Ja, ker oni normalni še spijo, pa bojo bolj pisali. Mislim, vse ajde, ne, načeloma ampak ni pa treba, pa še bolj zanimivo je, pa bolj spektakularno, ne. Jo, padla je, pa greš pod kavč. Ja, pa šestka, ne, ti pa vzameš ven tako ravno. Ja, to je. Ja, samo te morajo gledati, da ravno ven vzameš, da nas samo vzameš, pa pol hitro. Pod kavčom že, ne. Ker s prstom čutiš pikice, ne. Pa vidijo, da je ona svinjarija na šestki, ne, gledaj, obrno. Ker se je not zapiknil. Ja, no. Ker če bi to veljalo, pol brez veze, pol bi pa čez teraso vrgel kocko, pa šel pa se zlago, ne. Mislim, to ni, ne, mora biti na... Mislim, da če... Hodo bi, ne, kod bi vedno metal. 6. Pa mogoče vsaka tretja bi bila 5, da ne bi tako skledala. Torej, da se izognemo tem debatam tudi na dopustu, danes to skupaj z vami rešujemo enkrat za vselej. Kak je, če pade kocka na tla, ali se vzame številka, ali se ponavlja. Trenutno vas velika večina meni, da je treba ponovno metati, kar je edino pravilno. Razen Maja, ki je napisala odvisno, katera cifra je padla. Ja, to pa so ti klasični igralci namiznih iger, ne? Isto ko pri gori, če imaš šestko, ne. Če tebi pade, pa je šestka, pol si v dvomu. Ja. Tomaž Medvar je danes zjutraj gost moderator in gost, tako se sliši, ko pride v goste, prinese neko darilo pozornosti. Res je. Medvarjeva minuta 2. Dober dan, dobro jutro, pravzaprav. In ne boste verjela, razmišljal sem včeraj. Je bolelo? Ne, ni bolelo. Čakal sem na to klasiko. Razmišljal sem, katera je tista čisto običajna stvar, ki meni ali pa vama recimo nikoli ne uspe, drugim pa je enostavno. In sem prišel do zaključka, vedno se takoj spomnim na to, da jaz recimo še zdaj ne morem zavezati balona.
Jaz ga lahko napihnem in je to. In tu zaključim. Zato, spoštovana sodelavca, sem jaz prinesel 3 balone. Ojoj. Evo, tu imata. Jaz bi rumenega, prosim. Pa dajmo mi poskusiti. Jaz imam problem začeti pri pihanju. Tudi to je meni ekstremno ogabno, včasih mi gor gre, priznam. Dajmo, da vidimo. Ti imaš pinki. Evo. Pa dobro. Kaj delaš? Če moram mimo pihati, se mi ti malo moti. Ti si mi dal defektnega. Ok, ne? Zdaj, evo, čakaj. Ok, jaz sem zdaj napihnil. Jaz sem čakal. Ven me pada zbog. Evo, vidiš? Zdaj pa dobiš ta, duc. Ja, zdaj pa moraš narediti vozel in kak naj zdaj s totimi čevapi. Jaz tudi ne znam. Ja, jebim ti. Pardon, kaj to vložim. Da se ne menimo o vodnih, ne? Ok, kaj še zdaj vama ni ratalo? Ne, jaz tudi ne znam. Daj ti ne poskusi ti, ko imaš tudi oplotniške prste. Evo ga. Fak. Ja, tak. Dejansko si zavezal. Ja, pa poglej. Ne znam. Je zvezan ali ni? Kak si te to naredil? Lego. Ne. Pa kak vsi znajo? Kaj? Tine, kaj ti naj rečem, dobro jutro. Dobro jutro. To se pač leta. Nehaj se po lampu čohati. Ugotovili nekaj druga. Zavedli nas napih. Večji problem. Slabi pihalec. Znam pa vezati, to pa je nekaj, ne? En dihne, drugemu pihne. Ja, to je stvar. Hrvaški pregovor. Hvala, Medvar, da se je marsikdo zdaj zasekiral. Veš, pa pridejo otroci, pa vodne balone bi si šli metati. Ja, ne morete. Veš, kako sem že delal, da sem držal balon. Tako verži, ali bomo pač balon. Če sem držal že balon, pa sem delal, pa sem pol tak ven polil. Veš kaj jim daj tote papirnate ali pa plastične kozarce, pa ne se tako mečo. Ali pa še boljše, idite vodo, če ste na morju. Recimo, ja. Takže danes je že drugi dan, ko je zunaj nov trailer za nove Avengerje, ki pridajo letos, 18. decembra, mimo grede v Maribox. Decembra? Ja. Ok. Se že pripravljamo. Kaj te vem, ti nisi neki fan, ne? Jaz tudi ne. Ne? Torej domnevam, da nista gledala trailerja? Ne. Trailera ne. Vse filme prej pa sploh ne. Ok, ja. Malo mi je tak, jaz sem v precepu, moram povedati, sicer se ful dostih zdaj iz Marvelovega univerzuma pojavi v tem novem, oziroma se bo pojavilo teh superjunakin in junakov, ampak malo mi je hecno. Zdaj Robert Downey Jr. je bil legendarni Iron Man. Ja, to vem jaz tudi. V številnih, veste. In Iron Man je umrl in zdaj se Robert Downey Jr. vrača v Avengerjih. Tokrat sicer ne kot superjunak, ampak kot super zlikovec, kot dr. Viktor von Doom. Kaj? No, samo povem. Pač. Dobro. Jaz sploh nisem vedela. Dr. Viktor. Sliši se kot urolog iz količine. Ja, kako me pa nekaj veče, ko grem na vodo, dr. Viktor. Se menijo, ne? Tak se pač je, reči. Ja. Moški. Ne, ampak samo pač povem, da mi to vse skupaj malo smrdi po tem zadnjem Groguju in Mandalorianu, ki je bil v bistvu že otroški film, tako da hvala Disney, kako bo z nadaljevanjem Avengerjev, pa bomo
seveda videli skupaj, ker zagotovo si bomo film ogledali v naši filmski premieri v Mariboxu v decembru. Ja, Tine, dobro jutro. Ja, Dan. Ja, Zos. Jo. Jo. Jess. Jaz bi se, ker sam se čutim poklicanega, če padeš bolj kocka, pa če ne gori, vela, ne? Tako. Vidiš, ja. Z Emo. Mislim, Se ne, lahko zdaj se ne, pelje, dobro, če za nalaž dol vržeš, to je drugo, se pa vržeš, pa pač pade, kaj te zdaj? Se pa zgodi, da če pade, pa šteje, da pol začnejo fruci to nalaž delati, pa mečejo po celi bajti kocko. Ne bom nekaj, Tine, ampak si v krepki manjšini, ne? Danes, ko pač rešujemo to poletno Kot je dilemo. rekel Medvar, ker oni normalni še spijo. Ne, Ali pa po so na 8 ugljanu, bomo ne. rešili, tako da. Povej. Nekaj druga imam tu, pač zdaj, če to drži ali ne, 6 najdražjih jedi, oziroma, ja, hrano pač. Hran. Ja, 6 najdražjih hran. Na 6. mestu Wagyu. Kako si prav prebral? Wagyu. Wagyu tu. Wagyu in the Od face. 110 do 330 dolarjev za kilo. Pol imamo govedine. matsutake gobe. Aha. To so pa približno 2000 dolarjev za kilogram. Boj si, no. Pol pa imamo žafaran, Ko je dragi koža hran. to je dragi žafaran, od Ampak- 3000 do 4000 dolarjev. Veste, zakaj je žafran drag? Ne, ker je tako redek. Ker ga ročno morajo pobirati in morajo Tako. ful tega pobrati, da se dobi Ne, ker malo. zdaj recimo Zato. kila žafarana je kar... Je kar pol Indije. ja, ne. No, vidiš, vsak dan Pol se kaj imamo naučiš. pa bele tartufe, so od 6 do 7000 na kilo. Pol imamo beluga kaviar, to je okoli 24 000 24 jurjev. ja, za kilo. Pol pa imamo še almas kaviar, to pa je okoli 34 500 dolarjev za kilogram. Za prvo pa drugo mesto me absolutno Mene ne tudi, gane. To ni beli, ne? Totalno ne. Ja, to ti najdražje je 30 jurjev črni. za- Ne, tudi ja, je beli. Ne, beli Črni je beluga. beli, Črni je Beluga je beli. tako Ne. najdražje. zato je beluga. Poglej si Ja. sliko, Tine, kaj Ja, kaj govoriš. govoriš? Če Taki ima- rumeno-beli. Je beluga, ja. Ne, to Bibubu. Alma, ali kaj je kaviar. Almas, ali kaj je. Ja, to je staro, to je staro. Je črno. To so Joj, vuni vredi, pusli, ko so gre meni. slikali. Imel je južno fotograf, pa so vuni pusli, bo pa je spremenil barvo. Ja. Še veš, to so 34 jurjev za kilo. Ja. Pa Ja, da kruh vidiš- zraven moraš jesti. Te vidiš, da stročji vežev ni tak drag. Ne? Ne, ne pa paradajz. Pač rajši je pa to. Jaz mislim, da absolutno več nima smisla, da je ta velika poletna dilema rešena. Hvala vsem, ki ste sodelovali v SMS-ih na 051 220 220. Danes smo rekli, dajmo enkrat za vse rešiti, da se ne bomo kregali. Če pade kocka na tla, ker poleti se igramo na mizne igre, ali se upošteva številka ali se meče še enkrat. 97% vseh, ki ste poslali, je reklo, meče se še enkrat, torej meče se še enkrat. Dobro, Ne. Ja, kaj je, meče se še enkrat. je dobro, te pa se naj meče. Ne, ampak več, da vedno obstajajo ljudje, tako je prej pisala Maja, da je odvisno od tega, kera cifre. Pa. Ja. To je. Ampak To pač meče raje pustiš. Ja. Samo da se ne bi, ne? Samo da je po tvoje, ne? Tako. Žal, Če pa ne, pa se skregamo, pa ne igramo več. ja, vidiš. Sploh pri človek ne jezi se. Če Napeto. kera igra bolj. Ja, ne, Joj. če mi gre kera igra bolj na živce, moram Ja, pa reči, to, ja. da to je Ne? grozno. In pol tam pri teh kockah vse vedno gori, pa vse je tam, pa tam nisi šel prav, pa tam si pa.
Pa pol imaš 3 noter, pa prideš 4. čist zraven, pol pa na 2 vržeš. Pa na jebo! Pa ovi prije pa te vun vrže, ne? Ker prije mimo. Mošiček, ja. To si je to zmislil, to je bilo obertele, ne? Ne, skratka, uživajte, tako da veste, ljudstvo je spregovorilo, mogoče pa naslednji, v katerem od prihodnjih jutr se lotimo kartanja. Raje ne, ne? Ja, Bog ne daj unota, ne? Ima hišna pravila. Ja. Hej, ti to imaš, ali si lahko ti to misliš, poslušaj, prosim. Kaj? Ima je dobila nove 3 followerje na Instagramu. V tem momentu. Ja, v tem momentu. Prav ima. Zakaj nisi ti dobil? Ker... Dejan ima Instagram, mimo grede. Ja, vredno. Jo, zdaj, prosim. Ja, kaj zdaj? Kaj bi Ja, ne, nazaj na Tebe smo, njega. zdaj pa gremo dalje. Ja, ne, lahko Kaj ti bi malo še? mene. Ja, Še bi... Dobro, te pa Ema ima tudi Instagram. Zdaj, ko me Lepo. bojo tako unfollowali. Ja, sej. Glej, Res. vedno je dvorezen meč na nastopu v mediju. V trgovino več ne moreš v miru, Tak, to lahko pozabiš, Ja, tam na Se ne kopališče hodi, ja. tudi ne. pa po deponiji na pobrežju Ja. ne more iti. Ja, ko boš kavč stari pelala, enkrat bo rekel, nisi ti ona, s tega radija. Pa se še mogla meniti, Ja. kafe pit. Kaj te Vse je taki fajn, stari- samo včasih nimaš cajt. Kaj te taki stari kavč imaš? Pa na radiji delaš. Daj kaki- nehaj zdaj, prosim, kaki ker sem kavč je ova tako imela? happy in sta mi zdaj uničila vse. Kakšen kavč je imela ona? z Joj, radija. kaj se tam Ja, može, se- tak vsak že lahko naredi. Tam se nekaj fino dela, kavč pa taki, da... Katastrofa. Pozor, kot smo rekli, ko pride človek v gosti, se sliši, da prinese dar. Aha, Danes okej. je jutranji gost, moderator Tomaž Medvar, torej, Lepo zdrav. zdravo. Okay. Malo si me presenetil, ker si začel v mikrofon govoriti nekaj minut prej, kot sem mislil, da boš. No, Tako da ti priporočam, da greš najprej v mapo Frasin Medvar. Vidiš jo? celo pripravo imamo. Ja, Frasin Medvar, Ja, v mapo Medvar, po medu. ja, kjer najdeš noter, vidiš prvi komad, oziroma jutri ima, tista mapa še. Evo. Tako, zdaj pa je lepo po vrsti, not si na meči. 1, 2, 3, 4. Bom. Evo, jaz tudi spremljam, da vidim, če prav delaš, ja? Do 6 greš, ne? Ja, Tako, pol pa imaš še posebej bonus 1 in bonus 2. Okay. O čem gre? Gre o tem, da je dejstvo to, da je Ema stara 20 let, Dejan 50, jaz pa 42. Ne? In jaz zdaj ne bom tukaj tekmoval, ker sem gost, tekmovala bosta vidva med sabo. Ja, tekma je, samo zato, da vidimo, kakšna je razlika med dvema Starim generacijama. pa mladim, ja. Ja, tako malo za foro, da vidimo. Okay. Ne? Stari mladi, je Tako. tekma, Tako. ja. Igrali bomo, v bistvu ni stari mladi, v bistvu gre se samo za kdo je, pa kdo ni. Stari mladi. Okay? Igrali bomo igro, kdo prvi prepozna komad. Okay. Okay? Dobro. Posnetki so ekstremno kratki, naj vas opozorim, tudi po 3 sekunde samo. Okay. Ampak treba je No, prepoznati. Začnemo pa tako, da bo Dejan sprožil, ampak velja bilo kaj, se pravi, ali izvajalec, ali naslov komada, Okay. pač nekaj, da blekneš. Okay? Dobro, Ajde, prvi. gremo. Smells like Teen Spirit, Tako, Nirvana. ja. Bravo, Dejan, 1-0, gled, Ema niti ni trznila. Ne, ker sem čakala, da zapoje. Okay. Kako bo pel, ti prej, da so kratki. Ok, drugi komad. Oh, turn the lights off. Bravo, Ema! Kaj ti je naredila? Kaj ti je naredila? 1-1, ok, tretji komad. Beatles, Yellow Submarine. Ja, bravo, evo, 2-1, super. Ajde, gremo dalje, četrti komad. Oh, Rihanna. Rihanna. Bravo, Ema! Bravo. Evo, Blizu. 2-2, peti komad. Hanging out Ja, to ja, dry. veš, da bojim je naredil. Hanging out a child.
Kdo vroca, bom ves? Po imi Ne, en to rep broj. sodi. Ne, bravo, Dejan. Ja, hvala 3-2, bravo. Če imam si dati aplauz. Ema, kaj bi rada da me? Ja, ne vem. Hanging out a child. Tako Michael Jackson. Ni. Vun veso pri okni. Ne, to, ne. Ok, Ema, zadnja priložnost tvoja, da izenačiš. Namreč 6 komadov imamo za nalašč, ne, da vidimo, če je lahko izenačeno. Ajde, še 6. Make me money, I need se. Ema! Kdo je to? Kdo že poje to? La. To je ona, ko pol A, reče to ona, Oberlicht. Oberlicht. Ne? Ne. Ema, jaz mislim, da ti več časa na TikToku preživiš. Noben ni dobo točke. Ne. To je Tajl, pa ona. Tajla, ja. Mimo je, Tajla mimo je. in Pa ja, Voa. vedla sem, da Mimo je. če sem rekla. Nič nisi vedla. Vedla sem, kako gleda, taka full fancy črnka. Tako, ja. Pa super. Iz cela taka Afrike mokra. je. Ne, da točke. Vidiš, vem vse o Vsi njej. smo iz Afrike, Ema. Drugače pa... Vsi smo bili najprej črni. Ja, res je. Ok, 3-2 je ostalo. Hvala, Ampak hvala. jaz še imam tu za vaju pripravljena 2 bonusa. Okay? Kaka bitka. Če pa sta je to. pripravljena, Okay. Ja. prisluhnita bonus komadu številka 1. Čuki. Ja, Nički oči. bravo! Si videla, Ema? Kaj si ti noj? Okay. Ne morem verjeti. In bonus komad številka 2. Ja, ceca. Ja pa bravo, Ema! To ve. Si videl? Po pol sekunde. Ja, valjda se pa ceca vsi poznamo. Ceca in pile. Ja, Ne, ni z njo, naslov je ta. ja, pile je. Ni fuzbaler. Pile, druga pile. Pa zreča. Kdo je zmagal? Ja, ti 3-2. No. Dejan, Ana in Jeger. In toto jutro.